JP Morgan Chase raziskuje načrte za ponudbo posojil neposredno zavarovanih z imeti Bitcoina in Ethereuma svojih strank, kar predstavlja dramatičen preobrat za največjo ameriško banko. To nas uči temeljnega investicijskega načela o institucionalni potrditvi in časovni umestitvi na trgu. Ko isti izvršni direktor, ki je nekoč Bitcoin označil za prevaro, zdaj meni, da je vreden kot zavarovanje, to signalizira, da se celo najbolj konzervativne institucije sčasoma prilagodijo spreminjajočim se tržnim realnostim. Ključni vpogled je v prepoznavanju, kdaj se skepticizem preoblikuje v sprejemanje, kar pogosto napoveduje pomembna censka gibanja. JP Morganova sredstva v vrednosti 3,9 bilijona evrov, ki bi omogočala posojila proti kriptovalutam, bi lahko preoblikovala pogled tradicionalnih financ na digitalna sredstva. Z možno uvedbo že prihodnje leto, to predstavlja institucionalni FOMO v svoji najčistejši obliki. Pametni investitorji razumejo, da ko velike institucije končno sprejmejo sredstva, ki so jih prej zavračale, to pogosto označuje začetek širših ciklov sprejemanja in ne konca. Poteza omogoča strankam dostop do likvidnosti brez prodaje njihovih kriptopozicij, kar rešuje resnično težavo premožnih imetnikov. Razumevanje vzorcev institucionalnega vedenja pomaga prepoznati, kdaj začasna skeptičnost vstopi mesto neizogibni integraciji, kar ustvarja priložnosti za tiste, ki so prepoznali vrednost, preden so jo dohitele institucije.